Zdi se, da je naše zdravje res pogosto uvito v neko tančico skrivnosti. Ampak odgovori se včasih skrivajo v našem lastnem telesu. In seveda, v povsem preprostih vsakdanjih navadah. Poglejva si pobliže, kaj se pravzaprav dogaja pod površjem. Pozdravljeni na današnjem podcastu revije Vita, kjer se pogovarjamo o člankih iz zadnje revije. Danes bomo predstavili članek z naslovom Človekov imunski sistem in samozdravljenje. In preden se zares potopiva v to drobovje te tematike, je nujno potrebno postaviti zelo jasen okvir današnje debate. Osnova za našo analizo je namreč članek iz strokovne zdravstveno-vzgojne revije Vita. In posebnost te revije je predvsem v tem, da je njena vsebina v celoti napisana za poljudno javnost, torej za vsakoga, ki ga zanima lastno zdravje. A hkrati jo ustvarjajo izključno zares priznani strokovnjaki na svojem področju. Dejansko to ni nek spletni zapis neznanega izvora, kar je danes zelo pogosto. Točno to. Današnji tekst, ki ga bova temeljito razčlenila, je napisal priznani strokovnjak, profesor dr. Alojz Ihan, doktor medicine. Njegovo poznavanje tega področja nam pač ponuja res izjemno priložnost za razumevanje procesov v nas samih. In naša misija danes je zelo specifična. Želiva namreč poglobljeno in po korakih razčleniti, kako sploh deluje tisti nevidni obrambni mehanizem v telesu. Spustila se bova v iskanje razlogov, zakaj se ta precizni sistem z leti neizogibno kvari in kar je najbolj pomembno. Kako si lahko pomagamo sami? Točno tako. Prečesala bova vse od vpliva vsakodnevnega gibanja pa do nekih skrivnosti starodavnega zeliščarstva. Odlično. Začniva torej pri samih temeljih. Da bi sploh razumeli, kaj gre lahko narobe, moramo najprej vedeti, kako naša obramba poteka. Prispevek zelo slikovito predstavi tisti dve glavni linije obrambe našega telesa. Najprej je tu prirojeni imunski sistem. Lahko si ga predstavljamo kot nekakšno mogočno grajsko obzidje. Sem sodita naša koža in pa sluznice. To je tista osnovna, čisto fizična pregrada, ki mehansko preprečuje vdor škodljivim mikrobom. To je tisti prvi stik, ja? Potem pa sledi druga linija. To je pridobljeni imunski sistem. In tukaj pa zadeve postanejo zelo sofisticirane, bi rekla, ker se v bitko vključijo visoko specializirane celice. In pri tej drugi liniji je potrebno biti terminološko izjemno natančen. Pri definiciji delovanja teh celic in pa protiteles se avtor sploh ni zanašal na neke splošne opise. Ampak na stroko. Tako. Uporabil je zelo specifično definicijo iz referenčne literature. Natančneje tukaj izrecno poudarjam, da se opira na tisto strokovno definicijo, ki je v prispevku strogo zabeležena pod citatom številka 1 v literaturi članka. Tista, ki je navedena ob številki. Da. Celo pustil je v originalnem angleškem prevodu, da se dejansko ohrani ta univerzalna, absolutna strokovna natančnost pri razlagi, kako celice prepoznavajo in uničujejo te škodljive snovi. Jasno. Ta kompleksna vojska celic nas seveda uspešno brani večino življenja. Ampak članek zelo hitro izpostavi tisti prvi velik problem, s katerim se bomo srečali vsi. To je staranje. Neizogibno, ja. Vsi nekako sprejmemo, da nam z leti upade telesna moč ali pa da nam peša vid. Tukaj pa se srečamo s precej presenetljivim podatkom. Z leti imunski sistem ne le peša, ampak dobesedno izgublja sposobnost učenja. Dejansko postane mal prilagodljiv. Navedeno je dejstvo, da cepiva, na primer tisto proti hripi, pri starejših ljudeh preprosto ne delujejo več tako dobro kot nekoč. Zakaj točno se to zgodi? Bolezni se vlečejo v nedogled, navadne rane potrebujejo ogromno časa, da se zacelijo. Težava je v bistvu v tem, da aktivnost te notranje obrambe upada povsem vzporedno s funkcijami vseh ostalih organov. Sistem pač postane bistveno počasnejši v svojem prepoznavanju in odzimanju. Ampak to sploh ni tisto najhujše. Kaj pa je hujše ob tega, da je počasen? Ker je počasen in utrujen, začne ta sistem delati napake. Lahko rečeva, da postane nekako zmeden? Zmeden je odlična beseda, ja. Namesto, da bi te specializirane celice ciljale samo in izključno zunanji vsiljivce, se pojavijo napačni imunski odzivi. In med nje spadajo alergije in, kar je še dosti nevarneje, avtoimunske bolezni. Kjer telo napade samo sebe. Točno.
Pri teh stanjih imunski sistem dobesedno napade in postopoma uničuje čisto lastna tkiva telesa. Vendar pa profesor Ihan tukaj postavi te zadeve v malo širši kontekst. Za te napake namreč niso kriva samo leta, ki se pač seštevajo. Ne smemo namreč zanemariti vpliva življenjskih navad. Kar pomeni, da si zares veliko škode povzročimo preprosto sami s tem, kako živimo. Natančno tako. Gre za seštevek slabe prehrane, neprimernih oblačil in pa tudi slabših stanovanjskih razmer. In potem se pojavi še problem pomanjkljive higiene. Higiene? V kakšnem smislu? Staranjem namreč velikokrat nezavedno zanemarimo tiste mnoge preventivne higienske ukrepe proti okužbam, ki smo jih v nekih mlajših, vitalnejših letih izvajali povsem avtomatično, ne da bi o tem sploh razmišljali. Zanimivo. In ta misel nas pripelje do naslednjega resnično fascinantnega dognanja. Dognanja, ki v veliki meri obrne našo vsakdanjo logiko na glavo. Običajno, ko se pojavi visoka vročina, takoj sežemo po nekih zdravilih za njeno zniževanje. Dojemamo jo pač kot dokaz hude bolezni. Avtor pa v tekstu jasno izpostavi, da je močna vročina v pokužbi dejansko znak ničesa zelo pozitivnega. Ja, burna vročina je pokazatelj močnega in zdravega organizma. Pomeni preprosto to, da ima človek v sebi še vedno dovolj virov in energije, da njegov sistem sproži izjemno intenziven odziv. In s tem v kratkem času poskuša uničiti vsiljivce. Če torej visoka vročina pomeni dobro kondicijo sistema, kaj se pa potem zgodi takrat, ko vročine ni in je obrambni odziv nekako šibek? V tem primeru okužba ne izgori v nekem tistem kratkem in dramatičnem spopadu, ampak začne počasi tleti. In to stanje imenujemo kronično vnetje. To je tisti pravi tihi ubijalec. Tihi ubijalec? Ja, gre za blago, dolgotrajno vnetje, čisto tam nekje v ozadju, ki z leti povzroči neverjetno veliko škode. Raziskave jasno kažejo, da prav to tlenje močno poveča tveganje za razvoj degenerativnih in rakastih bolezni, pa tudi za bolezni srca, artritis, celo za sladkorno bolezen tipa 2 in pa demenco. Gre torej v bistvu za nek začaran krog. Sistem je prešibek, da bi bolezen premagal, hkrati pa to kronično vnetje dodatno zavira normalen razvoj novih imunskih celic. In ta požar očitno lahko z lastnim ravnanjem še dodatno razpihujemo, a ne? Absolutno. Besedilo namreč natančno našteva dejavnike, ki to kronično vnetje še poslabšajo in povečujejo nastajanje vnetnih mediatorjev. In to so naša stara znanca debelost in pa stres, potem so pa tu še uživanje alkohola, kajenje in hudi telesni napori. In pa obstoječe bolezni. Tudi obstoječe kronične bolezni, kot sta revmatizem in diabetes, dodajo res velik delež k tej težavi. Ob tem kopičenju težav se pa morava posebej ustaviti pri specifičnih skupinah. In sicer pri ljudeh, ki so starejši od 55 let in pa pri vseh tistih, ki že imajo kronične bolezni. Njihov glavni problem je, da enostavno nimajo več nekih notranjih telesnih zalog, iz katerih bi sistem črpal energijo za ta spopad z mikrobi. Zato je vnos ustreznih snovi verjetno kritičnega pomena. Nujno potrebujejo železo, kalcij, cink, magnezij in seveda celo paleto vitaminov, od A, D, C, E ter obvezno B-kompleks. Tukaj bi izpostavil zlasti B6 in B12. Članek opozarja, da te osebe res pogosto pomanjkljivo uživajo prav te specifične mikroelemente. Posebno opozorilo je tukaj v članku namenjeno diabetikom. Pri njih se zdi situacija še malo bolj resna. Analize kažejo, da imajo diabetiki lahko celo za 30% nižjo koncentracijo vitamina C v plazmi. Kar je ogromno. Posledično se pri njih priporoča res izrazito dodajanje antioksidantov, torej vitamina C in E. In to baje dokazano upočasni nastanek žilnih okvar, ki vodijo v aterosklerozo. Seveda pa ne gre pozabiti niti na folno kislino in cink, saj jih zaradi te spremenjene presnove pospešeno izgubljajo preko ledvic. To področje, pomanjkanje mikroelementov, je izjemno pomembno, vendar morava midva izpostaviti še en detajl staranja. Detajl, ki je v praksi zelo pogosto spregledan, ampak ima lahko usodne posledice. Gre namreč za upad refleksov in fizioloških mehanizmov čiščenja telesa. O tem sva brala, ja. In to je tisti del, ki resnično vzbudi srh.
Ko navadno razmišljamo o padu refleksov, pomislimo na to, kako mogoče malo počasneje ujamemo padajoč predmet z mize. Besedilo pa tu govori o tistih refleksih, ki preprečujejo, da bi se mi dobesedno zadušili z lastnimi bakterijami. Kaj se po analizi avtorja pravzaprav dogaja s slino v ustni votlini starejše Šehrija? Gre za proces, ki lahko poteka povsem neopazno za posameznika. Zaradi pogoste prisotnosti parodontalne bolezni se v ustih namnožijo naravnost ogromne količine bakterij. In te bakterije se neprestano z vas vsakim trenutkom mešajo s slino. Pri nekem zdravem, mlajšem človeku ta slina med požiranjem povsem varno potuje naprej želodec. Tam močna želodečna kislina te bakterije uniči in s tem je nevarnost v celoti odpravljena. Pri starejših posameznikih pa ta mehanizem požiranja odpove. Deloma odpove, ja. Ker so refleksi kašlja, tistega čiščenja dihalne sluznice in celo sam nadzor nad dihanjem z leti oslabljeni, se zbudi nekaj res izjemno nevarnega. Slina zaide v pljuča. Točno. Slina, ki je polna tih nevarnih bakterij iz ustne votline, steče oziroma se zanese direktno v pljuča. Namesto v želodcu torej pristane dol v dihalnih poteh. To pa takoj povzroči izjemno hudo pljučnico. In tukaj je tisti ključni podatek iz članka. Prav te pljučnice, ki nastanejo kot neposredna posledica vdihovanja lastne z bakterijami okužene sline, so eden poglavitnih vzrokov smrti pri ljudeh, ki so starejši od 75 let. To je res podatek, ob katerem se je vredno malo ustaviti. Vzdrževanje zdravja ustne votline pri starejših na tej točki dobesedno postane vprašanje preživetja, ne pa le nek estetski problem. Absolutno. A da ne bova ostala ujeta zgolj v tej diagnozi težav, morda preidiva k proaktivnim rešitvam, ki jih ponuja ta analiza. Če se vrneva k tistemu tihemu tlenju, kroničnemu vnetju, rešitev, kako ga ustaviti, je na prvi pogled popolnoma kontraintuitivna. Obrambni mehanizem naj bi namreč okrepila povzročitev še enega stresa, in sicer zmerne telesne vadbe. Podatki pravijo, da zmerna telesna vadba pri prej neaktivnih odraslih močno poveča nivo protiteles v slini. To se seveda na prvi pogled zdi paradoksalno. Vnašamo dodaten stres, vendar pa fizikalno in predvsem biološko ozadje dogajanja to zelo hitro pojasni. Raziskave namreč kažejo, da vadba, pri kateri mi presežemo 60% tiste svoje maksimalne obremenitve, v telesu takoj sproži izrazit vnetni odziv. In ta odziv traja približno 24 ur. Telo s tem dobesedno spravimo v stanje kratkotrajnega šoka in pa vnetja. Čakaj, in mi s tem šokom telo prisilimo, da se odzove in prilagodi? Točno to je poanta. Če mi to počnemo in ponavljamo redno, se telo začne prilagajati na ta ponavljajoč se stres. Zato dolgoročno dejansko vzpostavi eno močno protivnetno uravnavanje celega sistema. Vadba torej ustvarja obrambni ščit, ki potem na dolgi rok zmanjšuje vsa ostala vnetja v telesu. In ne samo to. Še en plus je tu, a ne? Telesna aktivnost namreč napade še enega največjih sovražnikov zdravja. In to je visceralna, torej tista trebušna maščoba. O kateri vsi pogosto mislimo, da je samo neka mrtva teža in pač problematična predvsem poleti pred tistim odhodom na plažo. Daleč, res daleč od tega, da bi bila to zgolj mrtva teža. Ta visceralna maščoba je namreč izjemno endokrino aktivno tkivo, deluje pravzaprav kot ena ogromna žleza, ki v našo kri neprestano sprošča snovi, s katerimi ves čas vzdržuje in krepi tisto tiho, kronično sistemsko vnetje. Dokazano je tesno povezana z razvojem inzulinske tolerance in po navedbah članka celo s povečano pojavnostjo določenih tumorjev. Zmanjšanje te maščobe z neko primerno vadbo torej ni le estetski popravek, ampak se s tem dobesedno ugasne tisto glavno tovarno vnetnih substanc v našem telesu. Natančno tako. Ko se pogovarjava o stresu, torej tistem kratkem, fizičnem stresu, ki telo prisili k nekakšni prilagoditvi, pa se seveda nujno srečava tudi s psihičnim stresom. O tem vsi poslušamo na dnevni ravni. Mislim, posod je stres. A ta članek nam ponudi zelo zanimivo, čisto biološko razlago, zakaj je pravzaprav ta stres tako uničujoč. Stresni hormoni v telesu biološko povsem prekinejo razmnoževanje in nastajanje novih imunskih celic.
Kar je izjemno nevaren mehanizem, če malo pomislimo. Če se mi nerehno soočamo z nekimi stresnimi situacijami, naš organizem dobesedno prekine proizvodnjo te lastne obrambene vojske. In prav zaradi tega avtor članka ponudi eno meni osebno najbolj pronicljivih in čisto praktičnih analiz življenjskih stilov. Res je, tisti 3 profili so odlični. Predstavi namreč 3 povsem različne profile ljudi in pri tem zelo jasno utemelji, kako naj pač vsak od teh profilov obvladuje svoj lasten nivo stresa, da sploh preživi. Pri njih se zdi strategija precej jasna. Omislijo naj si dolge, sproščujoče počitnice in to kar večkrat na leto. Tista naravna, res dolgotrajna regeneracija tukaj pač opravi svoje delo in popravi vso škodo, ki jo je sistem morda utrpel. Kaj pa tisti v drugi skupini? Ti so malo bolj problematični. To je tista zelo obremenjena skupina ljudi. Govoriva o posameznikih z nekimi zelo zahtevnimi kariernimi cilji, ki so pod stalnim pritiskom in imajo izjemno malo prostega časa. Zanje pač ni realno, da bi se odklopili za cel mesec, ne? Ne, absolutno nerealno. Zato mora biti njihova rešitev predvsem intenzivna in kratkotrajna. Zanje se specifično priporoča izrazit fizični napor. V članku je naveden recimo tek in to 3-krat na teden po 1 uro. In tu moramo pojasniti tisti fascinanten biološki mehanizem iz analize. Zakaj ravno tek oziroma nek zelo izrazit fizični napor? Razlog je preprost. Fizični napor je edina oblika stresa, ki ima v naši lastni biologiji že čisto evolucijsko vgrajen mehanizem relaksacije. Skozi milijone let evolucije se je naše telo pač naučilo, da ko bežimo pred nevarnostjo in ta fizični napor po določenem času seveda mine, se celoten sistem povsem samodejno sprosti in takoj preklopi v stanje obnove. Umiri se nam srčni utrip, drastično se zniža raven vseh tistih stresnih hormonov. Pri psihičnem stresu, recimo preobremenjenosti z roki v pisarni, pa te varovalke očitno preprosto ni. Prav v tem je jedro celotnega problema. Pri psihičnem stresu mi nimamo nekega fizičnega dejanja, ki bi se končalo in dalo našemu telesu jasen signal, da je zdaj pa nevarnost mimo. To stanje napetosti se pač kar nadaljuje naprej v noč in popolnoma preprečuje regeneracijo. Jasno. Zato morajo ti obremenjeni ljudje po službi ta svoj nakopičen psihični stres prevesti v fizični napor, na primer v omenjeni tek. Šele takrat, ko se ta fizični napor zares zaključi, se bo telo končno znalo povsem naravno in biološko sprostiti ter s tem umiriti tisti divjajoč Res izvrstna razlaga mehanizma. In potem je tukaj še tista tretja, morda mnogim izmed nas najbližja skupina, tako imenovani ležerni ljudje. To so tisti posamezniki, ki pač niso usmerjeni v neko neprestano pehanje za visokimi cilji in kariernimi dosežki. Zanje je avtorjev nasvet, naj se preprosto in sproščeno posvetijo izletom, naravi in pa seveda prijateljskim druženjem. Prispevek tukaj zelo realno ugotavlja, da takšni posamezniki pač najverjetneje nikoli ne bodo krojili kakšnih osupljivih poslovnih uspehov ali kopičili bogastva, a nagrada bo prišla nekje drugje. Ohranili bodo zdrav, miren obrambni sistem in posledično srečno življenje. To je izrazito pragmatičen nasvet, bi dodal. Predvsem pa dokazuje, da ne obstaja ena sama univerzalna rešitev za vse. Popolnoma vsak posameznik si mora poiskati tisto specifično strategijo za obvladovanje stresa, ki se pač najbolj ujema z njegovo lastno naravo in tisto vsakodnevno resničnostjo, ki jo živi. In to iskanje rešitev v naravi in umirjenosti nas neposredno vodi k tistemu naslednjemu velikemu sklopu. K tradicionalni medicini. Vsi se verjetno kdaj vprašamo, kako so včasih še pred iznajdbe vseh teh farmacevtskih pripravkov in antibiotikov naši predniki sploh preživeli neke hude okužbe. Zatekali so se namreč k zeliščarstvu. In tu sva bila priča eni najzanimivejših ugotovitev v članku, ki dodobra premeša vsa dosedanja prepričanja o naravnih zdravilih. Res je. Dolgo časa je namreč veljalo tisto splošno ljudsko prepričanje, da zelišča preprosto nekako spodbudijo našo imuniteto. V strokovnem jeziku bi temu rekli imunostimulacija, da torej tiste zelišča aktivirajo vojsko naših celic k neki večji napadalnosti. Toda dejanska biološka slika, predstavljena v tekstu, je ravno obratna.
obratna. Analiza dokazuje, da večina uspešnih tradicionalnih pripravkov sploh nima imunostimulatornega učinka. Delujejo pa dejansko izrazito protimikrobno in, kar je še dosti pomembneje, izjemno močno protivnetno. In čeprav pomislimo, zakaj so naši predniki sploh ohranili in prenašali iz roda v rod ravno ta zelišča, je ta razlog popolnoma smiselen. Človeka pri bolezni namreč prav nič ne zanima samo število protiteles v krvi. Zanima ga zgolj to, kako se čim prej znebiti tistega, kar ga čisto subjektivno najbolj izčrpava. In to so bolečina, zatekanje, visoka vročina. Torej, tipični simptomi vnetja. Tako je, simptomi vnetja. Zelišča, ki so to vnetje umirila, so namreč prinesla takojšnje in otipljivo olajšanje. Ta empirični zbor skozi stoletja je resnično brezhiben. V članku so navedene rastline, ki opravljajo točno to dvojno vlogo. Na eni strani hkrati rahlo zavirajo tiste prisotne mikrobe, na drugi pa učinkovito gasijo vnetni požar v telesu. In med nje recimo sodijo brusnice, pa luštrek, zelo poznana bajkalska čeladnica in tradicionalni grahovec. Na povsem nasprotnem polu teh naštetih rastlin, ki vnetje umirjajo, pa najdemo nekaj precej drugačnega. Poglejva na primer zdravilno gobo šitake, ki pa po članku sodeč očitno deluje precej drugače. Goba šitake je res en tak odličen primer kontrasta. Seveda vsebuje tudi pantotensko kislino, ki pač deluje protivnetno, ampak tista glavna razlika je predvsem v snovi, ki se imenuje lentinan. Ta lentinan pa ni tam samo zato, da bi miril vnetje. Deluje namreč kot pravi imunostimulator. Se pravi, on dejansko spodbudi sistem. Tako je. Njegova specifična naloga je, da vzdraža tiste celice, ki jim pravimo makrofagi. Spodbudi jih k masovni tvorbi vnetnih citokinov in posledično prav drastično pospeši samo nastajanje protiteles. Tu torej mi dejansko govorimo o tem, da zdravilna učinkovina biološko biča imunski sistem naj se prebudi in se začne boriti z vso močjo. Če zdaj to kemijsko ozadje preneseva v eno čisto tako oprijemljivo prakso, obrniva se k tistemu, kar bi lahko poimenovali kar domača lekarna. Prispevek zelo natančno našteva nekatere izmed teh naravnih zdravil in seveda tudi njihovo točno uporabo. In se začne z neko morda nekoliko prezrto jelšo. Drevo, ki je raslo in še zmeraj raste ob rekah, so namreč severnoameriški staroselci s pridom izkoriščali za zdravljenje kožnih bolezni in pa seveda pomirjanje pikov insektov. In zakaj to deluje? Zato, ker ljubje želše vsebuje snov, ki je imenovana salicin. In ko ta specifičen salicin pride v naše telo, se v njem hitro presnovi v salicilno kislino, ki pa je resnično izredno močno protinetno sredstvo. Zanimivo. Potem pa je tukaj ingver. Ingver je verjetno vsem zelo dobro poznan, a avtor poudarja, da ga pogosto uporabljamo napačno. Predvsem pa ga dodajamo v čisto premajhnih količinah, da bi sploh dosegel tisti pravi, močan antiseptični učinek. Članek namreč ponuja zelo striktna in pa natančna navodila glede samega odmerjanja. Navodila so tu res jasna. Natančne doze torej, ne le nek ščepec za okus. Ne, ščepec ni dovolj. Če želimo zares doseči nek preventiven in hkrati protinetni učinek s svežim ingverjem, moramo zaužiti okoli 10 gramov tistih tanko narezanih svežih lističev. In to ne enkrat, ampak enkrat ali celo dvakrat na dan. Če pa seveda imamo na voljo le sušenega v prahu, je ta doza približno 2 grama. Seveda se pa lahko ingver uporablja tudi zunanje. Kako pa? Priporoča se uporabe eteričnega olja ali zelo močne tinkture, in sicer za neposredno utiranje pri lajšanju tistih nadležnih revmatičnih bolečin. V tem primeru naj bi utiranje v kožu ponavljali kar 2 do 3 dnevno in to neprekinjeno 15 dni. To so pa res izjemno natančna navodila za domačo rabo. Naslednji nasvet iz te domače lekarne se dotika jabolčnega kisa. Zaradi njegove bogate vsebinosti kalija in prisotnosti res močnega antioksidanta kvercetina ne deluje zgolj kot neka preprosta začimba v salati, ampak prevzema vlogo pravega naravnega antibiotika. Njegova uporaba je po članku še posebej poudarjena pri vnetih grla in pri težavah s kožnimi aknami. Med vsemi temi pripravki pa, bi rekla povsem upravičeno, posebno pozornost pritegne med. Med je res klasika.
Veliko poslušamo o njegovih blagodejnih lastnostih pri prehladih, a tu je izpostavljeno eno strogo povsem fizikalno pravilo njegove uporabe. Gre za tisto pravilo o segrevanju. Zelo pogosto se namreč zgodi, da nam med v kozarcu s časa kristalizira in če ga mi želimo ponovno utekočiti ali če ga preprosto dodajamo v svoj čaj, temperatura pod nobenim pogojem ne sme preseči tistih 45 stopinj Celzija. To je absolutno kritična meja. Kaj se pa zgodi nad to mejo? Če mi to temperaturo prekoračimo, med namreč trajno in pa nepovratno izgubi čisto vse svoje zapletene zdravilne encime in pa lastnosti. Na koncu pač postane le še navadno sladilo. Ko smo že pri tistem pravem delovanju medu, omenili smo že, da deluje antibaktersko. Mehanizem, ki stoji za tem učinkom, se v strokovnem žargonu, kot pravi članek, imenuje osmotski razkroj. Kako lahko to morda malo zapleteno besedno zvezo pojasniva in si jo vizualizirava na povsem biološki ravni? Najbolje, da si preprosto zamislimo okolje samega medu. Med ima izjemno visoko, lahko rečeva kar ekstremno koncentracijo naravnih sladkorjev. Ta namreč seže celo do 77%. Zaradi te res astronomske koncentracije deluje v praksi kot neke vrste močan vakuum za vodo. Ko torej pridejo bakterije v nek neposreden stik z medom, ta iz njih dobesedno posrka izsesa vso njihovo življenjsko tekočino. In bakterije se posušijo. Bakterije se ob tem popolnoma izsušijo in pa preprosto propadejo. Hkrati pa se v medu skriva še ena cela zbirka tistih kemičnih obrambnih snovi, vsebuje pomembne enzime, kot sta katalaza in glukoza oksidaza, pa seveda škelilne flavonoide in, kar je res zanimivo, tudi vodikov peroksid. Vse te snovi seveda aktivno prispevajo k protibakterijskemu učinku in k samemu umirjanju teh vnetnih procesov. Prav ta kompleksnost sestave pa se seboj žal prinaša tudi eno zelo skrito tveganje, na katerega članek prav izrecno in resno opozarja. Povezano pa je z uporabo medu v najzgodnejših letih otrokovega življenja. Res je, in s tem opozorilom se nikakor ni zašaliti. Problem tiči v tem, da so v medu včasih, sicer res v ekstremno nizkih koncentracijah, prisotni nekateri določeni mikroorganizmi. Za odraslega človeka z nekim povsem normalno razvitim prebavnim traktom ti ne predstavljajo nikakršne resne grožnje. Tisto, kar pa zbuja strah pri otrocih, pa je morebitna prisotnost spor zloglasne bakterije z imenom Clostridium botulinum. Ker nimajo še razvite obrambe. Ker se imunski in pa tudi sam prebavni sistem majhnih otrok še res ni sposoben ustrezno obraniti takšne okužbe, uradna stroka tu povsem neomajno odsvetuje kakršnokoli uživanje medu v prehrani majhnih otrok. To je izjemno pomembna varnostna smernica, ki si jo velja zapomniti. Obravnavo teh naravnih pripravkov iz članka pa morava seveda zaokrožiti s še enim fascinantnim področjem z zdravilnimi gobami. Ki so mimogrede v zadnjem času spet izjemno priljubljene. Tako je. Prej sva sicer že nekoliko podrobneje obdelala tisti mehanizem pri gobi šitake, a tekst odpre vrata še precej širšemu spektru zdravilnih vrst. Tu najdemo naštete gobe maitake, kavaratake, hiratake in pa verjetno tisto najbolj znano med vsemi na zahodu, reishi gobo oziroma po slovensko svetlikavo pološčenko, katere strokovno ime je seveda Ganoderma lucidum. Tista prava kemična moč, ki tem izbranim gobam sploh omogoča tako opevano in iskano spodbujanje delovanja imunskih celic, se skriva v zelo specifičnih kompleksnih sladkorjih. Ti se nahajajo v polisaharidih, ki jih strokovno imenujemo beta-glukani. Toda ravno pri tej točki avtor izpostavi eno najpomembnejših potrošniških opozoril v celem članku. Opozorilo pri nakupu. Ko stojimo nekje pred polico v trgovini z dopolnili, obstaja namreč ogromna, bi rekel, kar nepremostljiva razlika med različnimi komercialnimi produkti. Govoriva torej o razliki med nekimi vrhunskimi prečiščenimi pripravki in pa običajnim mletim praškom. Točno tako. Tukaj je ključnega pomena tisto strogo ločevanje. Na eni strani imamo recimo res visokotehnološke produkte, ki vsebujejo prečiščene izvlečke s povsem natančno določeno, torej standardizirano vsebnostjo teh koristnih beta-glukanov.
Na drugi strani pa imamo dobesedno poplavo precej cenejših proizvodov, ki v kapsulah ponujajo zgolj neobdelane, pač na grobo mlete dele gob ali celo samo njihove spore. In pri teh mletih mešanicah je vsebnost ključnih aktivnih sestavin popolnoma neznana. Je prepuščena čisto nekemu naključju. Ja, prepuščena naključju. Zato je seveda njihova realna učinkovitost za naše zdravje resnično močno vprašljiva. In res škoda bi bilo, da bi se posameznik zanašal na neke nepreverjene in neučinkovite izdelke, sploh ko pogledava na primer podatke o tisti najbolj znani gobi iz te skupine Ganodermi, lucidum. Analize, ki so navedene v prispevku, razkrijajo, da ta goba sebuje več kot 300 do sedaj opisanih biološko močno aktivnih učinkovin. Govorimo pač o polisaharidih, o močnih striterpenih ter seveda specifičnih proteinih. Našteti učinki so pa zares impresivni. Od zniževanja previsokega krvnega tlaka, pa recimo uspešnega uravnavanja holesterola v krvi, pa vse do dejanske zaščite delovanja jeter. Prav zaradi tega zelo močnega in tudi znanstveno dokazanega profila učinkovin, lahko mi ob analizi te Ganoderme lucidum potegnemo še eno resnično fascinantno usporednico med dvema svetovama. Med tisto obravnavo naravne medicine na Daljnem vzhodu in pa našim zelo zahodnim uradnim pristopom. Ta kontrast je izjemno učiten. V čem pa je razlika? Če pogledamo na vzhod, natančneje recimo kar na Japonsko, vidimo, da so to gobo mirno uvrstili kar na uradni zdravstveni seznam zdravil. Njihovi onkologi jo pač povsem redno uporabljajo pri bolnikih, ki so podvrženi težki kemoterapiji in obsevanju. Raziskave so namreč tam neizpodbitno potrdile, da njeno uživanje tem bolnikom pomaga, da se število kritičnih krvnih celic, tu govorimo o levkocitih, eritrocitih in pa seveda trombocitih, dosti hitreje in predvsem bolj učinkovito vrne v tisto prvotno zdravo stanje. Poleg vsega tega pa ta goba po podatkih opazno zmanjša tudi število pridruženih okužb in naravnost drastično izboljša samotvorbo protiteles že kar med samim zdravljenjem. To so po mojem res osupljivi medicinski rezultati v eni čisto redni klinični praksi. Kakšna je pa potem situacija z natanko isto rastlino pri nas, torej v Evropi? Evropa je tu pač povsem druga zgodba. V naši birokratski ureditvi veljajo res stroge smernice Evropske agencije za varnost hrane, ki je verjetno večini poznana kot EFSA. Po teh smernicah so za vse proizvode s to natanko isto gobo dovoljena samo in izključno zelo blage splošne navedbe. Samo blage navedbe, nobene kurative. Točno. V Evropi lahko mi na embalažo zapišemo zgolj to, da sestavina morda pomaga pri neki krepitvi naravne odpornosti in pa pri uravnovanju imunskega sistema. Nobenih omemb resnih kliničnih stanj onkologije ali kemoterapije ni. Razlika v tem uradnem medicinskem statusu in samem sprejemanju popolnoma iste aktivne rastline med tema dvema kulturama je, bi rekel, kar osupljiva. Zares neverjetno, kako se lahko ti pogledi in interpretacije znanosti na popolnoma isto naravno snov tako zelo močno razlikujejo, glede na to, na kateri celini živimo. Ja, tako to je. S tem vpogledom v zdravilne gobe in te uradne zahodne usmeritve pa počasi prehajava k samemu zaključku današnje res temeljite analize članka. Obdelala sva praktično vse. Od arhitekture celic, preko nujnosti vadbe, pa do preproste zeliščne lekarne. In če bi moral in poskušal iz celotne te širine, te obsežne študije iz članka potegniti tisto osrednjo rdečo nit, bi rekel preprosto naslednje. Glavna napaka sodobnega človeka je, da skuša tisti svoj imunski sistem obravnavati kot neki popolnoma ločen, neodvisen stroj, ki kar dela nekje v ozadju našega telesa in ki se ga seveda ob okvari popravi z neko čudežno tableto. To je pač povsem zgrešeno. Ta naš obrambni mehanizem je namreč absolutno in povsem neločljivo prepleten prav z vsakim vidikom našega življenjskega sloga. Od začetka do konca. Ja, od tega res kakšno hrano vnesemo v telo, v kakšnem okolju, hiši ali bloku živimo, do tega, kako recimo dosledno vsak dan skrbimo za tisto ustno higieno, o kateri sva prej govorila. A morda je celo dosti bolj presenetljivo od vseh teh naštetih fizičnih dejavnikov
Tisto spoznanje, kako neverjetno močno in pa tudi uničujoče lahko na celotno odpornost vpliva naše lastno psihološko stanje in tista nezmožnost pravilnega odklapljanja od nenehnega dnevnega stresa. Vse to našteto skupaj le kot celota tvori tisto edino pravo obrambno odpornost organizma. Odlično povzeto. In predvsem zato, ker sva ves čas iskala in odkrivala te rešitve ter tkala povezave med to strogo biologijo ter našim preprostim vsakdanom, se za sam konec poslušalcem ponuja v razmislek še ena precej provokativna zaključna misel. Da slišimo. Misel, ki povsem naravno rasti iz vseh teh dejstev, ki sva jih doslej nanizala, lahko se namreč upravičeno vprašamo naslednje. Ali ni morda največji in najbolj uničujoči paradoks sodobnega življenja prav tole? V naši res stalni, včasih bi lahko rekli že kar obsedni težnji po tistem absolutnem in neprekinjenem udobju, kjer se vedno uspešneje izogibamo vsakršnemu pramemu fizičnemu naporu in kjer hkrati skušamo doma ter v pisarnah ustvariti povsem sterilno in varno okolje brez izzivov, v takem mehurčku svojemu lastnemu starodavnemu in evolucijsko tako izpiljenemu obrambnemu sistemu odrekamo točno tisto, kar za delovanje najbolj potrebuje. Odrekamo mu namreč izzive, stresorje in tisti ustrezen fizični trening. Takšne treninge namreč nujno potrebuje preprosto zato, da se sploh nauči umiriti, okrepiti in nas zares učinkovito ter uspešno zaščititi takrat, ko udari resnična bolezen. Hvala za današnjo debato. Pridružite se nam v naslednjem podcastu.